Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes še mogoče zadnje povabilo za napredno šolo samoozdravljenja in zavestnega ustvarjanja. Še vedno so možne prijave, čeprav smo že začeli, ker razmišljam na ta način. Nekdo, če nas želi ujeti, zdaj še lahko. Zdaj smo imeli tri srečanja preko Zooma in za nazaj še lahko pogledate posnetke, ko jih bo 6, se ne bo, pač mislim, da bo že šla pač karavana naprej in da bo težko potem ujeti znanje, vedenja in tako naprej. V glavnem. Kaj se dogaja v napredni šoli samoozdravljenja in zavestnega ustvarjanja? No, prva stvar, želim predati svoja znanja, ki sem jih sestavljala skupaj 30 let, na en tak normalen način, da v bistvu ni mečkan tukaj, mečkan tam, razdrobljen, ampak sistematsko. Tako da zdaj smo seveda na začetku, predelali smo osnove energijske samozaščite, kar moramo vsi vedeti, kaj je treba narediti za to, da zaščitimo sebe, in seveda osnove hrane. Tako da to je zdaj na začetku, ampak ja, podali se bomo naprej, že naslednji mesec se močno veselim tega, ker bomo imeli srečanja v živo in bom naredila manjša srečanja, pač po Sloveniji, manjše skupine, da se jaz približam določenemu kraju, ne vem, če je nekdo iz Maribora, bom organizirala srečanje v Mariboru in na tem srečanju bom potem učila skenirati energije, potem predvsem tisti, ki jim mišični test ne deluje, da jaz res vidim, zakaj ne deluje, oziroma da pomagam tem ljudem, da jim začne normalno delovati mišični test, in predvsem, da prepoznamo vsak izmed nas neke osnovne kode, ki jih nosi za seboj, zakaj ne more iti naprej. No, seveda, ta šola je namenjena za vse tiste, ki vas mika narediti korak naprej. Ali pa za vse tiste, ki se že ciklata leta in leta v nekih odnosih, lahko izstopite iz nekega bolnega odnosa in spet najdete nov bolan odnos. Se pravi, nekaj je v vašem polju, da privlači neke odnose, ki so pač dramatični. Ta šola je namenjena za vse tiste, ki imate zaciklane družinske vezi, ker včasih res ne vemo, zakaj smo se našli glih mi skupaj, ko pa res ne gremo skupaj, recimo. In če imate občutek v vaši družini, da res noter ne spadate. No, vam povem en primer. Ena gospa je prišla k meni na svetovanje in dejansko se je zgodilo to, da ni imela občutek, da spada v družino noter. Kar nekako brat pa sestra pa starša, oni so se poklopili med sabo, ona je bila pa zmeraj nekakšna črna ovca. In tudi potem, ko je bila dediščina in predvsem vedno je zvesela na celi črti. No in na koncu sva prišli do zaključka, da s to družino predeluje obdobje srednjega veka. Ona je bila nek pisar in je v bistvu to družino spravila na kant oziroma ji je bilo odvzeta njihova zemlja in zdaj v tem življenju pač predeluje to, da takrat je nepošteno naredila, zdaj pa v bistvu, da se zgladijo vezi oziroma da jim odpusti za to ravnanje v tem življenju in da sebi odpusti za ravnanje pač v enem od preteklih življenj. Tako da zdaj, če gledamo, ta napredna šola je namenjena za vse tiste, ki imate neke nerazložljive bolečine. Enostavno, ne vem, mogoče hodite od kiropraktika do masaže, do fizioterapije, ker vas vedno eno in isto boli. In nihče ne najde nič, ker vsi pravijo, vse je v redu z vami, ampak vas boli. In verjemite mi, zdravila ne pomagajo, pa nobena terapija ne pomaga takrat, ko duša boli. Se pravi, na energijskem nivoju je pač blokada. Nekoč mi je ena gospa rekla, ko je bila ob svojem umirajočem očetu in njen oče, ko je umiral, na koncu ni več morfi prejel. In je rekla, veš, so mi rekli tako, takrat, ko pa morfi ne prime več, pa pomeni, da tega človeka tako močno duša boli. Je rekla, veš, kako je oče trpel.
No, zdaj pa ena stvar, glejte, vzorci se prenašajo naprej in če vi ne želite trpeti, tako kot so vaši starši trpeli, počistite. In če vi želite, da se prekine neka, a veste, ponovivajo, eno in isto, kot pravijo, zgodovina se ponavlja, če želite prekiniti to, pomeni, da morate najti vzrok, ki se je zataknila energija in jo počistiti. In to delamo v tej napredni šoli, kar ni samo zdravljenje, ampak samo ozdravljenje. In to je velika razlika. Ker če se ti zdraviš, pomeni, da si ves čas bolan. Če se pa ozdraviš, pa pomeni, da si zdrav. In to je cilj te šole. Druga stvar pa, zavestno ustvarjanje. Vsi bi imeli, zdaj za novo leto smo si vošili veliko sreče, pa zdravja, pa denarja, pa tako naprej. In vsak izmed nas ustvarja svoj svet iz tega, kar je. Recimo, če jaz v svoji duši nosim sovraštvo do določenega človeka, se pravi, jaz ustvarjam svet, v katerem mi je pokazano, da v svoji duši nosim sovraštvo. Ali pa recimo, če se neprestano, recimo, da menjam eno službo, pa grem v drugo, pa vedno naletim na nek kolektiv zahrbtnih ljudi. Se pravi, je v mojem polju nekaj, kar privlači take odnose. Seveda, zdaj najprej pomislite, se pravi, si ti zahrbtna. Ni nujno, da ste vi zahrbtni, da to predelujete. Lahko imate za predelati, potrebo imam po tem, da me ljudje zmanipulirajo. In boste vedno nekoga najdel, ki vas bo zmanipuliral in vedno boste na koncu, pa Janez že spet. Mnogi izmed nas predelujemo življenja, ko smo bili sužnji. Recimo, jaz zase vem, da ko sem začela, ko sem dregnila te energije, nerazložljiva bolečina se je pojavila v zapestjih. Pač tako, kot bi imela okove, pa tukaj zade gor me je vse špona, tako kot, se razumete, kot bi imela neke okove. In to je nerazložljiva bolečina prav na gležnjih, kot bi imela okove. Ja, energijski okovi ostajajo, iz preteklih življenj, se pravi, jaz zase vem, da sem bila ugrabljena kot črnka in sem bila prodana na tržnici in dejansko predelujem odnose tukaj v tem življenju z ljudmi, ki so me ujeli, ki so me, najbolj nakopičeno karmo imam absolutno z mojo mami, pa vam lahko rečem, da sem močno predelala te zadeve in da imamo zdaj lep odnos. Bilo je pa intenzivno, veste, to je bilo tako kot recimo avion, ko se voziš v turbulentnem vremenu, veste, ko so tiste zračne luknje, ko enostavno in potem je tako, kot bi vozil po makadamu in tako naprej. No, tak odnos sva imeli. Ampak zdaj je mirna plovba, zdaj so se stvari zrihtale in energije tečejo lepo. Seveda, ko eden od teh faktorjev, ki ima zataknjeno energijo, počisti, se sprosti energija. Ne moš biti več zataknjen. Za koga je za koga je ta šola? Na začetku, v prvem webinarju sem razlagala o tem, kako si izračunate svoje osebno leto. In za vse tiste, ki seštejete svoj rojstni datum, se pravi, če ste rojeni recimo 1. februarja, seštejete 1 plus 2 plus letošnje leto, 2023 pride 7, se pravi, v letošnjem letu predelujete energijo, kaj je to, novega začetka. 1 plus 2 je 3, 3 plus 7 je 10. Se pravi, nov začetek. Za vami je sigurno zelo naporno obdobje 9 let, kjer vas je pošteno šolalo, zdaj boste pa zadihali. Zdaj pa greste naprej, nekaj ste se naučili kot duše, nekaj ste zaključili ali pa se še vedno zaključuje, odvisno od tega, koliko hitro ste uspeli spustiti. In predvsem je čas, da greste naprej. Pač vsak naj si zase preračuna. Kaj bomo še tukaj noter predelovali?
pogruntali, kdo je izmed angelov, nadangelov, vaš osebni vodnik, ker imamo vsi vodnike in verjamemo v to, da jih imamo več, ne samo enega. In to bomo že v februarju pogruntali, kdo je vaš angel, vodnik, na koga se splača večkrat obračati, splača. Mislim, na katerega ni za pozabiti. Saj vemo, angeli delujejo vedno v naše korist, ampak treba jih je prositi. In če pa poznaš svojega angela, pa pomeni, da ga direktno nasloviš. In zdaj sem govorila z eno krasno gospo, je rekla, ko delam določeno jogo, zaznam energijo na desni strani. In sva pogruntali, da njen vodnik, tisti, ki stoji takole na dosegu roke, je nadangel Mihael. In verjemite mi, tudi vi imate svojega angela, na dosegu roke ga imate. Tik ob vas je in ko ga prosite, se vam res začnejo dogajati čudeži. Pač samo prostih je treba. No, dobro, jaz tudi močno čutim nadangela Mihaela, tale kipec za mano, to lansko leto smo šli v Medžugorje in sem kupila nadangela Mihaela. No, čistko, za vse tiste, ki ste v šoli in ki se boste še vpisali, zdaj še en teden imate možnost, imate popuste na vsa duhovna potovanja, no in za drugo leto, se pravi, ne drugo leto, letos, za prvomajske praznike, spet gremo v Medžugorje, samo majčkeno razširjeno, prijav še ne zbiram, ampak bom kmalu. Gremo najprej Sarajevo, Baščaržija, potem Mostar, potem izvir reke Bune, tam si bomo vzeli več časa, to je v bistvu en turški center, menihi so to postavili, v glavnem derviši, neverjetna energija na to vodo, ki izvira iz skale, potem pa Medžugorje, seveda hrib prikazovanja in potem gor Križevec. Tako da, pa še nekaj, nekam še gremo, mislim, da je na reko Taro, pa neke čolničke, pa neke domače specialitete. Nima še cene, ampak se veselim tega, to je za prvomajske praznike oziroma 27. gremo, ko bo vam že sporočim. In seveda tisti, ki ste v moji šoli, imate vsa ta potovanja s popustom. Junija računamo iti na Sardinijo, 8-dnevno potovanje, ravno tako za vse tiste, ki ste v šoli, popusti in seveda, kaj dobite še zraven, če vzamete napredni paket. Napredni paket pomeni, da vsak mesec imate en osebni posvet z mano. In točno samo to je vredno 2400 evrov. Tako da v glavnem, jaz vem, da v tej šoli, a veste, kako čutim, da to moje poslanstvo, da postanem osebni mentor, je zdaj čas, da me majčkeno brcne iz cone udobja in da dejansko začnem delati stvari, ki jih drugače ne delam. Nove orodja sem se zdaj že naučila uporabljati. In dajmo zdaj še pogledati, ko smo govorili o angelih, kater angel nas ta trenutek najbolj podpira. Gledam, kje imam karte. Kater angel pogovori z angeli? Kaj je ta trenutek dobro, da veste? Če hočete pomagati ozdraviti to situacijo, sočutjem poslušajte stališče druge osebe. No, to nadangel Gabriel je drugo sporočilo. Imate pomembno življenjsko poslanstvo, ki vključuje komunikacijo in umetnost. Prosim, ne dovolite, da vas negotovost zadržuje. Pomagal vam bom. In prav ta komunikacija v napredni šoli samoozdravljanja in zavestnega ustvarjanja vas bom učila, kako komunicirati z različnimi karakterji in predvsem, kako komunicirati. Veste, to je v bistvu ena veščina, ki marsikdo jo nima in vemo, da jo potrebuješ dejansko povsod. No, poglejmo še na eno sporočilo, še eno. Aurora, zdaj letite visoko, kar lahko prestraši druge. To da ne spuščajte se, kajti druge bo kmalu navdihnil vaš vzor. Zato, glejte, če čutite, da je čas, da poletite, pejte naprej, sledite svoji, prav viziji, vodstvu, ne strahu. Vedno, ko sledimo strahu, naredimo 5 korakov nazaj, ne naprej.
In takrat, ko smo v vibraciji strahu, temne sile lahko pač vdirajo v naše polje, našo avro, in to se potem seveda odraža na tem, kako se počutimo in kaj se nam dogaja. Tako da dovolite, da poletite. Dam še eno sporočilo. Angeli govorijo, Šanti, sem angel miru. Prinašam vam novo spokojnost in uglajeno pot naprej. Vidite, to so ti angeli, vodstvo, ki ga imamo vsi, samo prosti je treba. Gremo še na prehodu na vodobo. Stvarstvo. Kaj je ta trenutek pomembno za te svetle duše, ki tole poslušajo? Kaj je prav, da slišijo, da vejo, da ozavestijo? Kaj je tisto sporočilo, ki jim ta trenutek pomaga na poti naprej? Prvo sporočilo je vztrajnost. Zmoreš vztrajati na začrtani poti, ker angeli ti stojijo ob strani. Drugo sporočilo, lejte, vam bom še prebrala, to je karta 74, pa da vidimo. Včasih, ko hočeš priti hitro do rezultatov, v ozadju delujejo še vedno skriti dejavniki, ki jih ta trenutek ne zaznaš. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedaj, da so to samo preizkušnje. Ali zmoreš ohraniti vero? In naslednja karta je prišla pripadnost. Ti, svetla duša, si človek, si bitje svetlobe, ki je poslan za to, da deluje v dobrobit vseh. No in to je karta pa 75. Čeprav je včasih videti, da so te vsi zapustili, se zavedaj, da nikoli nisi sama. Vse stvarstvo te podpira. Prepusti se toku življenja. Obdajate narava, prepusti se zvokom življenja. Objemate izobilje. Ti, svetla, stara duša, si del velike slike, del mogočnega procesa. Potem je prišla počitek, kar v bistvu je čas, da se napolnijo tvoje celice z novo energijo, in tista energija, ki vas polni, je angelska energija. Angeli so tu. Angeli te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Vodi usklajena simfonijo srca in narave. No, zdaj vam pa naprej še preberem sporočila. Zvok te očiščuje. Zvok ti odstranjuje blokade. Narava je tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žumborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgolenjem ptic, bučanjem valov, žvižganjem burje in dihanjem morja. Bodi usklajena z zvokom narave. Narava čisti tvojega duha in tvoje telo. In zdaj še tale počitek, ko se tvoje telo polni z novo vibracijo obilja, z novo vibracijo zdravja. Čas je, da se ustaviš in si napolniš baterije. Dovoljuj si, da si spočiješ. Ni ti treba zadovoljevati potreb drugih. Skok v morje, dihanje svežega zraka, vzpon na vrh planin in vrisk veselja, da živiš. Brez slabe vesti si lahko vzameš dan in se naspiš. Naj mladostna energija in zadovoljstvo napolnita tvojo dušo, ker zavedaj se, da tvoja duša je večno mlada. Stara nas podzavest, vzorci, teža življenja. Stara nas negativnost. Stara, a veste tisto, da rečeš, kako sem star v svoji koži, pomeni, da smo obteženi od teže življenja. In je čas mogoče, da se malo stresete, tako kot kuža, veste, kaj mokar, ki odstranjuje vso nesnago, in greste naprej. Pač naredite tako, kot čutite, ampak vem, da s to napredno šolo, tisti, ki boste delali korake, boste res pridobili nova vedenja, nova znanja, predvsem pa, a veste, v kar sem prepričana, pridobili boste zmožnost in tudi zaupanje, da si pač zaupate tem sporočilom, ki jih dobivate. Ko dobiš sporočilo, se potem prav hitro vklopi ta reče, ne, to ne more biti. Se pravi, da opuščate ego in da se prepustite vodstvu svoje duše. No, zdaj pa seveda vprašanje, kako priti do vodstva svoje duše. Vsi imamo vodstvo,
Vsi imamo v sebi angela varuha, vsi imamo v sebi vodnike, ki so lahko ali v nebo vzeti mojstri, lahko so nadangeli, lahko so pa vaši predniki, ki vam pomagajo. In če imate neko tako posebno vez z nekim prednikom, vi lahko samo pokličete. Veste, duhovni svet ni tako daleč, kot se mogoče na prvo žogo zdi tako, Oče naš, ki si v nebesih. Kje so ta nebesa? Ne boj tako daleč, kje so šele nebesa? Ne. V mojem srcu in v vašem srcu je svetišče in to svetišče je center vašega vesolja, vaših nebes. In v tem centru vi lahko tkete, kar želite. Ko sem prebrala, v osnovni šoli smo brali knjigo Branka Čopiča, to je srbski pesnik in notri govori, noge v blatu, glava v zlatu. No, dejstvo je, tudi če imate noge močno v dreku, vi lahko z vašo glavo razmišljate točno tako, kot čutite ali pa kot želite, da bi. Recimo pomislite, ljudje, ki so preživeli drugo svetovno vojno, pa recimo taborišča, ne kontracepcijska, ta druga. Kako se že reče? Koncentracijska taborišča. No, ja. V glavnem, te ljudje so imeli vizijo pred sabo, kako bojo sporočili svetu, kaj se je dogajalo v resnici. Se pravi, so v svojih mislih že živeli prihodnost. V svojih mislih niso bili vsak dan v drami življenja, ampak so živeli v prihodnosti. In naša zavest ne ve, če vi živite v prihodnosti. Vi si lahko naslikate, kaj vi želite, kam želite in boste videli, ko date direkcijo oziroma usmeritev vašim celicam, vašemu umu, vaši zavesti, zavest vas bo tja pripeljala, duša vas bo tja pripeljala. Ker res verjamemo to, če si lahko zamislimo, lahko to ustvarimo, karkoli. Če si lahko zamislite, lejte, pred menoj je novo obdobje, res novo obdobje, in če si lahko zamisliš to novo obdobje v svojem življenju, verjemite, to novo obdobje bo prišlo, 100%. In zato je tako pomembno, ne da razmišljate, tako mi je zadnjič ena gospa rekla, kaj vse v življenju sem delala, da sem štukala mesec z mesecem, da sem imela ta strah glede pomanjkanja in vedno mi je bilo premalo. In zdaj je na tem, da to opusti. In zdaj, ko bo to opustila in počistila še neke kode, kar sem videla, da je povezano z njeno hišo, ko bo to naredila, bo tako kot ta orel, mlad orel, ki je na robu gnezda in razširi krila in poleti. No, in za konec vam povem to zgodbo o orlu. Veste, kako par oziroma samica orla izbere svojega partnerja? Najprej gre na drevo, poleti na drevo in odlomi vejico. In potem odleti visoko v nebo in seveda samci, ki jo osvajajo, letajo tam okrog nje in ona spusti vejico. In to večkrat ponovi in tisti samec, ki najbolj spretno lovi to vejico, ga ona izbere za svojega partnerja. In to je zelo pomembno, prav ta vejica je pomembna. In potem ta par začne na skalni polici delati gnezdo in potem je naraščaj in ga hranita in pride čas, da ta naraščaj poleti iz gnezda. In zdaj vemo, da če je visoko orel na neki skalni polici, ni da je nekaj odspodaj, da ga ujame. Dejansko padec pomeni smrt. No, in kaj naredi ta? Orlica zleti in ujame hrano in se postavi na bližnjo polico, se pravi ne predaleč, ampak ne pride več v gnezdo. V gnezdu pa samec, oče, razpiha perje, tako da postane neudobno, ker so samo še te veje in te veje, te mladičke, ki so godni za polet, bodejo. Se pravi, v gnezdice ni več udobno.
In orlica na bližnji polici pač je ta plen, se pravi hrano. In ti mladički, če želijo priti do hrane, morajo poleteti do nje. In vsak mladiček posebej, ko se odloči, da gre na skalno polico in razprostre krila, če mu slučajno spodleti, ga ujame oče. In zato je ta palčka pomembna. Mislim, če bi mi ženske tako izbirale partnerja, bi bilo po moje tudi drugače. No, ampak okej. V glavnem, samec, očka, ujame tega mladička, ampak ga ne nese k mami. Pa reče, no, ubogi papej, se boš ukrepil. Ampak ga nese nazaj na polico in toliko časa, da poleti do hrane. No, tako da, v glavnem, ja, mi ženske imamo pa mogoče kakšno kodo za počistiti po družinskem deblu. In zdaj, če imamo po družinskem deblu kodo, tisto moram biti tiho, moram potrpeti, jaz sem lahko samo srečna, da me ima kdo rad. Seveda potem pristajamo na neke odnose, ki res niso zdravi. Sploh, če imate v družini mogoče alkoholizem, samomore, pomeni, da imate neko kodo v vaši družini in da nekdo pa pač mora to popucati. Ker, glejte, kaj se zgodi s temi podzavestnimi programi? Vse, kar jaz počistim pri sebi, pomeni, da počistim tudi pri svojih otrokih. In zdaj vam razložim, kako grejo te zadeve. V Ameriki je inštitut HeartMath. In v glavnem tam so delali raziskavo in so prostovoljcem podrgnili celice iz neba in so jim dali celice v epruveto in so jih prosili, da mislijo nekaj zelo srečnega, pač res srečne spomine, da so si priklicali ne samo pred oči, čustveno stanje, da so podoživeli vso to srečo, ki so jo doživeli. In te celice v epruveti so se začele obnavljati. No in potem so pa te iste prostovoljce prosili, da mislijo na nekaj najbolj žalostnega, tragičnega v njihovi družini in celice v epruveti so začele propadati. No in potem so rekli, to je naključje, to je vpliv rok. In so dali to 1 meter stran in so ponovili vajo in se je zgodilo isto. Ob srečnih spominih so se celice obnavljale, ob nesrečnih so propadale. In potem tako naprej, tudi 30 km stran so odpeljali celice, vedno se je isto zgodilo. Zdaj pa poglejte, zakaj je to pomembno. Pomeni, da celice nosijo celični spomin. To je ena stvar. Druga stvar pa pomeni tudi, da jaz, ko mislim vesele misli, vplivam na moje žive celice. Zdaj pa pomislite, kako nastane otrok? Se pravi, celica mame, celica očeta, pride do združitve in se začne deliti, se pravi, te dve osnovni celici se začneta deliti, tako da čez 9 mesecev se rodi otrok. In pomeni, da ta otrok ima zapis tako očeta kot matere. In kater starš se odloči, da bo pač počistil podzavestne vzorce družine, genske bolezni, se pravi vzroke za genske bolezni, vpliva ne samo na sebe, ampak vpliva dejansko na celo rodbino, na otroke. No, zdaj mi imamo eno posebno pasmo, tamle, ki imajo naši otroci, kužke, jih slišite. V glavnem, s svojimi veselimi mislimi, ko počistimo določene vzorce, vplivamo na zavedanje, na stanje naših otrok in na njihove otroke in na njihove otroke in tako naprej. Se pravi, za osebno rast niste nikdar prestari. Kolikor časa ste živi, toliko časa se telo obnavlja in toliko časa imate čas, da nekaj počistite, da nekaj naredite drugače, da se pač prekinejo določene družinske travme, te korenine, čas je. Pač čas je tak. Tako da, če vas pokliče, še nekaj ni sprejemam, pač vpis v napredno šolo, potem pa zaključeno, pa pač smo na liniji, tako da 1-2 na teden se vam oglašam preko YouTubea, drugače pa vso ostalo energijo pa absolutno dajem v napredno šolo, kam pogledate zavestno-ustvarjanje.si. Tja pogledajte in boste najdeli več informacij,
tam se vpišete in to dobite vse potrebne napotke za naprej. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, ampak res dovolite, da se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov.